Dr. Sinan Džidi, višji sodelavec za Turčijo pri Fundaciji za obrambo demokracij. Dr. Džidi, kako pomemben je ta porast povpraševanja po turškem orožju in sistemih zračne obrambe z vidika obrambe? Ali Turčiji to res daje dejanski dolgoročni vzvod v odnosu do zalivskih držav in drugih regionalnih akterjev? Mogoče. Ena izmed zanimivih stvari pri turški orožarski industriji, ki resnično privablja pozornost mednarodnih opazovalcev, je, koliko Turčija dejansko predstavlja na tem področju. Vendar pa moramo poudariti eno ključnih vprašanj. Večina sistemov, ki jih Turčija predstavlja, je v bistvu še v prototipni fazi. Osnovni turški sistem zračne obrambe, ki ga predstavljajo kot ekvivalent železni kupoli in ga imenujejo jeklena kupola, ne bo operativen niti pred letom 2030. In niti ne vemo, kakšna bo njegova učinkovitost takrat. Podobno je s stvarmi, kot je njihov lovec 5. generacije Kan. Preprosto ne vemo, čeprav je več držav že podpisalo pogodbe s Turčijo za nakup tega. Ampak spet, to je nepreizkušena platforma brez neodvisno preverljivih podatkov, ki bi nakazovali, da dosega standarde lovca 5. generacije glede prikritosti, bojevanja in avionike. Ampak spet, na področju dronov se je Turčija dejansko dokazala. In prav zato je ključna dostopnost. Za države je nakup teh platform razmeroma poceni, pogoji uporabe pa so precej bolj sproščeni v primerjavi z evropskimi in ameriškimi ekvivalenti. No, diplomatsko gledano, obisk Hakana Fidana v Katarju nakazuje, da si Turčija želi imeti besedo pri iranski vojni in varnosti v zalivu. Toda ali ima Ankara dejansko dovolj kredibilnosti, da bi lahko delovala kot resen posrednik na Bližnjem vzhodu? TBD, kar pomeni, da bo še določeno. Mislim, da je Turčija resnično zažgala veliko mostov z regionalnimi akterji, preprosto zaradi svojega položaja pri podpiranju terorističnih organizacij, kot je Hamas. Pravzaprav je Fidan, kot ste pravkar omenili, prejšnji teden v Ankari gostil vodjo sveta Šura. In veste, v bistvu svetu nekako kažejo, da če organizacije kot je Hamas zapustijo Katar, je Turčija verjetno več kot pripravljena stopiti naprej in jim dejansko ponuditi stalni dom, kar pa v bistvu že zdaj počnejo. V iranski vojni Turčija sicer ohranja komunikacijsko linijo s Teheranom in islamskim režimom, pa tudi z Združenimi državami, vendar pa njena učinkovitost kot verodostojen posrednik, ki bi Irance pripeljal za mizo skupaj z Američani, ostaja nedokazana. Turčijo dejansko omejuje prav to, da je zaveznica NATO, kaj ne? Turčija ima pomisleke glede prihodnosti pomorskih poti, kot sta Hormuška ožina in ozko grlo pri Bab el-Mandebu. Toda težava je v tem, da Turčija v bistvu ni pripravljena izvajati operacije za zagotavljanje svobode plovbe s svojimi pomembnimi vojaškimi zmogljivostmi, kot je odstranjevanje min, preprosto jih ni pripravljena uporabiti. Zato bi lahko imela več koristi, če bi ostala ob strani in opazovala, kako se stvari razvijajo. Torej, Sinan, na kaj moramo biti pozorni v prihodnje? Bi lahko vse večji vojaško-diplomatska navzočnost Turčije dejansko prinesel trajen regionalni vpliv, ali je to še vedno nejasno? Prav, rekel bi, da turškega vojaškega razvoja ne gre podcenjevati. Veš, trenutno je veliko skepticizma in vprašajev glede učinkovitosti, naprimer nove turške medcelinske rakete, ki so jo predstavili, ter njihove flote brezpilotnih letal, ki je še v prototipu. Ampak bodimo glede tega jasni. Proračun turškega ministrstva za obrambo se je v primerjavi z lanskim letom povečal za 30%. Obstaja veliko državne podpore zasebnim izvajalcem, prav tako pa ministrstvo za obrambo vlaga veliko denarja in raziskav ter razvoja v razvoj teh zmogljivosti. In treba se je samo spomniti na obdobje 2000-ih, ko je administracija Busha zavrnila prodajo bojnih dronov Turkom. Turki so rekli, da jih bodo naredili sami. Američani so se takrat temu posmehovali, ampak poglejte, kje je ta država danes. Dr. Sinan Džidi, lepo, da ste z nami. Hvala, da ste danes na 24 News English delili svoje poglede. Hvala.